Če imate male brate in sestre, pazite se jih. Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes je sobota, kar pomeni, da delam true crime / conspiracy theories videe. Prvo, kaj vam moram reči, je oprosti, ker danes ni Sarah Payne video, kljub temu, da sem še malo prej objavila na Instagram, da bo. Ampak medtem, ko sem se raziskovala in vse te stvari, sem ugotovila, da 18 let obletnice njene smrti oziroma grabitve in vsega, oziroma grabitve, je dejansko 1.7., kar je naslednjo nedeljo, zato sem se odločila, da bo tisti video objavljen naslednjo nedeljo, 1.7. namesto v soboto, ok? Danes bomo govorili o eni ful zanimivi temi, vsaj meni, in sicer najbolj nevarnih otrok na svetu oziroma v zgodovini kakorkoli. Verjetno niso mogoče najbolj nevarni, ampak to so eni, ki sem jih jaz najdla, ki so naredili grozne stvari in večinoma je umor. Tako da gremo v video. Aja, preden začnem, če vas kateri primer, o katerem bom zdaj govorila, podrobneje zanima, mi lahko napišete spodaj in bom mogoče probala narediti cel video na to temo. Prvo bomo govorili o Mary Bell. Mary Bell se je rodila 26. maja leta 1957. Je leta 1968 do smrti zadušila 2 otroka. Torej, 25. maja leta 1968, dobesedno en dan pred njenim 11. rojstnim dnevom, je Mary Bell zadušila 4-letnega Martin Browna. Naj bi to pač ta zločin naredila sama, ampak ne pa čisto 100% vejo. Med tem časom pa časom drugega umora sta Mary Bell in pa njena prijateljica Norma Joyce Bell, ki nista v sorodu sploh ne, ampak pač isti primek, ki je bila stara 19 let, sta, mislim, 13 let, sta vlomile v neko nursery, kako se že temu reče, neke jaslice mogoče, kjer so pač mali otroci, Scotswood, in sta pustili take pisma oziroma listke, sporočila, da sta oni dve pač ubili tistega otroka. Ampak je policija to obravnavala kot prank. 31. julija leta 1968 sta spet Mary Bell in Norma Joyce sodelovali pri zadušitvi 3-letnega fantka Brian Howe. In policija je rekla, da je Mary Bell se kasneje vrnila v ta dom oziroma do tega fantka in mu v njegovo telo dobesedno izrezala oziroma vrezala črko M v njegov trebušček. Prav tako je Mary Bell vzela škarje in odrezala del njegovih las, ga pokrampala po nogah in pa mu ga kastrirala, se tako to reče? Ne. Mu odrezala spolni organ. Torej, Mary Bell je imela malo težje otroštvo. Njena mama je bila prostitutka. Za očeta niso točno vedeli, kdo je, ampak so predvidevali, da je bil Billy Bell. In mami pa je bilo ime Betty in imela je, pač zanosila je, oziroma rodila je Mary, ko je bila stara 17 let, in njena družina in tudi dosti ljudi je reklo, da je Betty dejansko hotela dostikrat ubiti, oziroma razmišljala o tem, da bi ubila svojo hčerko, torej Mary, ko je bila ful mala. Zato tudi njena družina sklepa, da enkrat, ko je Mary padla iz okna, da to naj ne bi bila nesreča. Veliko je tudi bilo, mislim, na primerov, ko je mama ji dala uspavalne tablete. Teda ja, tudi to je imelo neke posledice na njo. Tudi mislim, da je bila spolno zlorabljena, torej sexual abuse s strani mame. Oziroma s strani mame, ampak mama je prisilila, da je delala neke spolne, seksualne stvari z drugimi moškimi.
že ko je bila mala. Teda ja, to definitivno ima veliki vpliv na otroka. Drugo bom govorila o dveh fantkih, John Venables in pa Robert Thompson. Robert Thompson se je rodil 23. augusta leta 1982. John Venables pa se je rodil 13. augusta leta 1982. Torej, fantka sta bila stara 10 let v času tega umora. Privabila sta James Patrick Bulgerja se mi zdi da, do železnice, ampak ne pač postaje, ampak mi temu rečemo tračnice, se mi zdi da, ne vem kak je to pravilni izraz, ampak do tja. Nekje sem prebrala, da sta mu neko modro ali neko barvo stisnila v levo oko, potem pretepla sta ga, pohodila sta ga, moje baterije sta mu vtaknila v usta in naj bi mu tudi v anus, ampak nič niso našli tam, teda pač to ni potrjeno in tudi ona da sta to zanikala. Potem pa sta mu vrgla na glavo nekaj kilsko opeko oziroma brick, oziroma ne par kilski, ampak 10 kilski na glavo in s tem sta mu tudi zlomila lobanjo oziroma poškodovala lobanjo. Zdravniki so rekli, da je otrok imel toliko poškodb, torej James imel toliko poškodb, da ne morejo točno določiti, zaradi katere je umrl, ampak fantka sta ga potem, oziroma fanta morilca sta ga potem tam Jamesa pustila na tračnicah v upanju, da ga bo povozil vlak in da ne bo bilo, mislim, da ljudje ne bo vedeli, da je dejansko bil umorjen, torej da bi ona dva bila prosta in da ne vedo, kaj sta naredila. V glavnem ni bilo tak. Je ga sicer rukno oziroma povozil tudi vlak. In po 2 dneh so najdli Jamesovo truplo, prerezano na pol, zato ker ga pač vlak tudi povozil. Ne vem sicer kako po 2 dneh, ne vem kak tisti, ko je vlak vozil, tega ni videl. Ampak je tudi zdravnik rekel, da je James definitivno umrl pred tem, ko ga je vlak povozil. Pač upali so, da bo njegova smrt izgledala kot nesreča. Mislim, upala sta to in seveda to se, hvala Bogu, ni zgodilo. Ker zamislite, da se bi in bi pač ljudje enostavno mislili, da ne vem, je to bila nesreča. Groza. Tretji otrok, oziroma ne vem koliko, če je bil to glih, da bi zdaj rekli otrok, kot ti, ko so bili zdaj stari 10 let, ampak zdaj bom govorila o James Parker, skoraj, Josh Phillips. Govorila bom o Josh Phillipsu. Ime mu je prav Joshua Earl Patrick Phillips. Rodil se je 17. marca leta 1984. On pa je umoril njegovo sosedo, oziroma njegovo 8-letno sosedo Maddie Clifton, novembra leta 1998. Letnica mojega rojstva. Ko je bil star 14 let, torej je bil mlad, ampak ni bil tak fejs mali, ko so bili prejšnji otroci. In isto, ko sem jaz zasledila, naj bi on trenutno bil v zaporu še vedno, torej doživljenjsko ima in pa brez možnosti predčasne izpustitve. Ne vem, kako je točno izraz v slovenščini, ampak life sentence without a chance of parole. 3. novembra 1998, okoli 5. ure popoldan, je Maddie Clifton izginila in so prvo dejansko posumili nekega soseda po imenu Larry Grisham ali nekaj tajega. Glavnem, o tem primeru moče so govorila, da ne bom zdaj preveč izdala o tem, kaj se je dogajalo, ampak šla bom kar na dejanski umor. Torej, okoli 1 teden po njeni, potem, ko je Maddie izginila, je mama od Josha, oziroma Joshua, čistila njegovo sobo in je videla neko lužo na podu in je mislila, da pušča njegova vodna posla. In po nadaljni preiskavi je najdla
skrito truplo od Maddie v te vodni posli. Ne vem točno kje, ker nisem zdaj točno raziskovala, mogoče ko bom delala primer ta, ampak v posli njegovi. Ja, en teden potem. Ja. No torej, kako je do tega prišlo? Potem, ko so njega aretirali, je on rekel, da je Maddie enkrat prišla k njemu na obisk in ga prosila, da ji pomaga pri bejzbolu, da bi igral z njo bejzbol. In on naj bi jo vdaril z bejzbol palco po oki, oziroma ne z bejzbol palco, ampak z bejzbol palca je vdaril žogo, ki naj bi jo vdarila v oko in je ona ful krvavela in se je jokala in takrat je on bil paničen in jo je zvlekel v hišo, kjer naj bi jo tudi zadušil in potem jo je vdaril še enkrat z bejzbol palco, da je pač dejansko bila torej mrtva in jo skril v njegovi sobi, v njegovo poslo. Mislim, groza. Če bi samo šel tja, bi lahko bile posledice, sej ni za nalašč tisto takrat naredil. Vse, kaj pa je potem prišlo zatem, je pa Josh rekel, da če bi lahko vzel nazaj, kaj je naredil, bi naredil, je pa tu ful nekih psiholoških stvari zatem. Torej, njegov oče naj bi bil nasiljen do njega že od malega, bil je alkoholik in Josh se zgovarja, da to, kaj je naredil zaradi tega, ker ga je bilo strah njegovega očeta, kar, mislim, sploh ne bom jaz nič rekla, pač Maddie je mrtva, on je to naredil, logično, ampak ful dosti je lahko stvari, ki lahko naredijo otroci predvsem zaradi straha, ampak definitivno nič ne upraviči to, da ne bo zdaj kdo mislil kaj. Ampak je zanimiv, vsi ti primeri so grozno žalostni in grozno grozni, ampak po drugi strani tudi zanimivi, ker to vseeno so naredili otroci, ki eni, mislim, vsak si misli, že sploh ne zavedajo, kaj se dogaja okoli njih in ponaredijo nekaj takega. Filip pa mislim, da zdaj trenutno pomaga drugim zapornikom pri pisanju njihovih apilov, nekaj se temu reče, ko pač grejo še enkrat na sodišče in poskušajo spreobrniti njihovo, oziroma ne spreobrniti, ampak skrajšati njihovo kazen ali pa v bistvu sploh ne biti več kaznovani, ne? Kar on nima možnosti, recimo. In on zdaj to pomaga drugim. Oziroma, zakaj on več nima možnosti biti na prostoti? Mislim, da on vse svoje apile, to, ko sem jaz zdaj rekla, bom probala poiskati prevod, že porabo in vsi so bili skenslani. Spet zgodba o 10-letnem dečku, ki je ubil žensko staro 90 let. Ko so ga policisti, oziroma policisti kakorkoli vprašali, če je hotel biti, je rekel, da ne, da je poskušal samo poškodovati. Torej, naj bi držal neko leseno palco ali karkoli njenem vratu in jo s tem tudi dušil. Med tem jo je tepal, mislim pretepal, dobesedno je on pretepal do smrti. Vdaril je v trebuh, v vrat, v vse dele telesa. Ta gospa ni bila njemu v sorodu, ampak je njegov dedek dejansko sam skrbel za njo. No in dosti ljudi je dejansko reklo, da otroci vidijo dosti stvari v filmih, igricah, tudi doma in da sploh ne ve, če se ti otroci dejansko zavedajo, kaj delajo. Kar se jaz strinjam do neke mere. Jaz bi rekla, da moče eni točno dajo, kaj se zgodi, kaj delajo, kako ga vdari, ampak se mi zdi, da je tu nekje meja potem. Recimo, da fanta, kako sta dobesedno imela motiv, sta to hotela narediti, sta to planirala, isto oni dve mali punčki, okej, to definitivno ne moš kaj druge reči, ampak nekaj se pa zgodi agresije, pa to, se mi zdi, da otroci vseeno to še težje nadzorujejo in se mi zdi, da se bi to lahko zgodilo v veliko več primerih danes, da pač, ker se smo in smo malo, smo pač jezna si živčen pa tepeš koga, brate, sestre, kar bi lahko tudi se končalo dejansko tragično,
enkrat moče koga preveč udariš, če enega potisneš čudno, pa se udari v glavo, pa bi ga lahko ubil. Nehote. In, ja. Dobro sem, no ja, pa spet tu ne veš. Ker pa če pol to narediš, pa poveš, ali pa če to narediš, pa skriješ truplo, pa to prekrivaš. Ne vem. Psihologija je taka zanimiva stvar, pa človeški tudi, tako da ne vem, kaj gre tem ljudem po glavi. Ampak zato mi je glih toliko zanimivo. Hvala, da ste gledali video, danes sem naredila 4 primere otrok, ki so ubili koga. Če vam je to zanimivo, lajkajte, pa napišite spodaj, ker mogoče naredila še part 2, 3, 4, karkoli, ker dejansko ni tako malo otrok, ki je koga ubilo. Da ja, naslednji teden v nedeljo pa pride Sarah Payne, I promise. Pa malo tudi pride The Salem Witch Trials, ker je meni to zanimivo. Ne vem, če je vam, ampak meni je. Toto stvar nosim skozi in mislim, da upam, da že ta ponedeljek, ampak najverjetneje naslednji ponedeljek pride review, torej ocena tega. Stay tuned for that. In pa ja, adijo! Če imate male brate in sestre, pazite se jih. Če vam je ta video všeč, ga lajkajte, lahko se naročite, delite in pa ja. Hvala vam. Čau!